Evo, Lenart, pozdravljam še enkrat. Hvala. Si v redu? V redu. Super. Okay. Zdaj ne vem, koliko vas gospoda Zajca pozna. On je sin Helene Šobar-Zajc in Daneta Zajca. Prva gospa omenjena je bila, oziroma je še vedno velja za slovensko gledališko igralko, režiserko in lutkarico. Medtem ko Dane Zajc bo pa zavedno veljal za enega najpomembnejših slovenskih književnikov druge polovice 20. stoletja. In ob moji raziskavi sem ugotovila, Lenart, stvari in sem se zdrznila v ugotovitvi, kako zelo si podoben Danetu. Pa boš ne samo vizualno. Bova šla, ne vem, tako kot ponavadi, šolanje, a ne? Obadva sta imela nekako Poljane, pa obadva sta vmes malo morala prekiniti zaradi svojih drugih prepričanj, ne? Ja, lahko temu rečemo, ja. Ti si potem bil padel v kar učiteljske vode, bil si profesor zgodovine pa filozofije. No, se tukaj, da te malo stavim, tukaj imam eno anekdoto. Dejo. Hči vpisovala na gimnazijo, pa je rekla, imela je na izbiro, razmišljala je o Bežigradu, Poljanah in Viču. Pa je rekla, oče, bi bil ti zelo užaljen, če bi šla jaz raje na Bežigrad, kaj na Poljane. In jaz rekel, čakaj, zakaj bi bil užaljen? Ja, ker si ti hodil na Poljane. Sem rekel, veš, Zajci imamo slabo izkušnjo s Poljanom. Tvojega fotra so vrgali s Poljan, se pravi mene, tvojega starega fotra so vrgali s Poljan in tvojega strica so vrgali s Poljan. Tako da, če ne greš na Poljane, je mogoče čisto v redu. Narediš. Se bo bolj končalo. Vidiš, tega jaz nisem vedela. Lenart je takole, ponavadi je sin zdravnik, ne vem, notarjev sin je notar, pesnikov sin pa ni pesnik, ne? A si ti kdaj poskušal napisati kakšno, ne vem, poezijo namesto proze? To tudi ne vem o tebi. Sem imel v svojem momentu v srednji šoli, ampak ne bi temu rekel poezija, takrat smo imeli nek punk band, pa sem napisal par komadov za besedila za pesmi, komad. A res? Ja, tiste je izgubilo se, ne vem, kje je to končalo. Zdaj pa mogoče ljudje bi lahko prisluhnili, ne samo kaj si vse v življenju počel, ampak greva lahko kar, ne vem, v leto 98, ko si ti izdal pri založbi Mladinska knjiga 5 do 12, tvoj prvenc. Tako je. Mestoma gre za avtobiografijo, Anada? Ja, v bistvu precej je črpan iz enega tega najstniško-študentskega življenjskega obdobja, dogodki in pustolovščine takšne in drugačne. Ja, in ta tvoj v bistvu roman je mladinski, ker zdaj, kakor te berem, jaz, pa mogoče tudi naši tukaj poslušalci, gledalci, pa so ugotovili, da si pa zdaj bolj v resno vodo šel, ne? A je to razlika, pisati za otroke? Ti si bil nekaj pisan za otroke, ti si bil pisan za mojo generacijo, v bistvu, ki smo bili takrat vsi, ki smo to pisali stari okrog 20 ali čez. In tudi ni šel v mladinski knjigi kot mladinski roman, šel je med v bistvu zrelimi romani, se pravi v zbirki Prvenci. Tudi urednik ga ni nikoli tretiral kot mladinski roman, in ne nazadnje tudi nagrada knjižnega sejma se ne podeljuje za mladinsko literaturo. Ne? V bistvu ne, to je pa šele kasnega kritika oziroma stroka nekako postavila med mladinske romane, čeprav mišljen ni bil nikoli, da bi bil mladinski. Ja, ker meni se tudi zares ne zdi, ne, skinheadovstvo in tako, pa vse te peripetije ni glih za otroke do 15, ne? Mislim, ja, tako, lahko bi mu rekel gimnazijski roman v smislu tudi to, kar je Igra v Rži, recimo, ne, se pravi, je za to publiko, se pravi 15-16 plus, verjetno je najzanimivejši tam za ljudi med nekim 15 in 25 letom. Bi rekla. Roman odraščanja. Lenart, kaj pa takole, ne? Greš večkrat do različnih založnikov
urednikov, preden se to izda, ali imaš zmeri srečo na prvo žogo, ali kako se ti odločiš, kdo bo izdal, oziroma kdo ti bere, pa pol reče, bomo pa mi objavili. Kako je s tem? To je kar težko na slovenskem področju, ali? V bistvu niti ne. S prvencem sem imel težave, to absolutno. Se pravi, tukaj sem šel najprej, seveda sem šel najprej do fotra, da mi kaj zrihta, ne. A bi ti meni zrihtal, fotor, tako kot je bil, je rekel, veš kaj, to si mora pa kar vsak sam zrihtati, ne, tukaj ti pa jaz nič ne moram pomagati, ne, kar sem hodil, najprej sem bil pri Maljetiju, pa pol sem bil še pri Mihelaču, pa vsi so rekli, bomo videli. Kar sem nesel še na Mladinsko knjigo, ne, in tudi tam je rekel, Zoran je bil takrat urednik, je rekel, ja, veš, tole, imam malo gužvo, kakšen let, 2 boš počakal, da boš na vrsti, pa bova videla, no, ampak kar pusti, rokopis bom prebral. Pokaj prebral, me je poklical čez 3 mesece, rekel, ti meni sem se tle toliko narežil, to bom jaz kar letos bo šlo ven. In tako je šlo pač še v enem istem letu ven, oziroma v prihodnem letu, to je bilo jeseni, šlo je pa naslednjem let spomladi. Tako da pa je šlo to dosti hitro. Pa čim je bil ta nagrada za prvenc, mi je takoj Zoran rekel, da drugo knjigo absolutno mi on izda, ne, to je bila Zguba, ja. Ki je bila nominirana za Krestnika takrat. Tukaj se ti pa pol kar odpre, ne, če imaš 2 take nominacije malo močnejše, pa da si izdal pri eni malo močnejši založbi, ti tudi ostale založbe pol ponujajo. Verjetno je bistveno težje, če greš po obratni poti, ne, z nekega samo založništva ali pa enega obskurnega majhnega založnika, za katerega noben še ni slišal, pol k večjim založnikom, pa pol to je bistveno težji proces. Aha, zakaj se pa pol recimo si ti odločil za novo izdajo pri Gogi 2.7? Kaj pa je to? Ker nimam jaz te nove izdaje recimo, ne? A je drugačno kaj? V bistvu je ta slang, ki je uporabljen v dialogih, je bolj moj, kot je bil tam. Tam je imel več, ker seveda je bil prvenc in tako je bil v bistvu več besede lektor, ki je ta slang naredil zelo po svoje, pa sem ga pa jaz malo predelal nazaj po svoje. To je ena taka razlika. Pa ti je v bistvu bolj originalna ta iz 2.7? Ja in ne. Mislim, ja, v bistvu je po eni strani, težko bi rekel, da je ta bolj originalna, pa tam sta obe verzije, ki jih nazaj gledam, čisto všeč. S tem, da je mogoče ta zapis, ki si ga je takrat izbral lektor, bistveno težji berljiv, kot pa ta v 2.7. Ja, zdaj me pa skoraj ima, da si še to kupam. No. A smem jaz nekaj vprašati? Ja, seveda. Ja, mene pa zanima, koliko se pa recimo ti uredniki v bistvu pravzaprav vtikajo v eno knjigo, ne? Ko namreč človek, ko napiše knjigo, jo konča, je zadovoljen, reče, aha, zdaj sem pa končal eno stvar, potem jo pa neseš uredniku in potem ti urednik reče, to ven vrži. Pa v bistvu na ta način, da bi ti kdo rekel, da kaj ven vrš, ne, vsaj jaz imam te izkušnje, ne, je bolje pa pogovor, da bi to mogoče spremenil tako, meni pa tukaj zmanjka recimo pri tem liku tega, pa tega, bi tle še kaj dodelal. Moram pa reči, da je žal tega veliko premalo, ne. Ker kot avtor rabiš ta dialog in točno to vtikanje in da roman raste z nekom, ki se spozna na pisanje poleg tebe, ker kot avtor vem, je človek čisto prehiter zadovoljen. In pa, ko si zadovoljen, daš to ven, pa greš gledati čez 1 let, je pa nek pol izdelek. Tako da je v bistvu tega uredniškega dela pri nas premalo. Saj je v bistvu, če gledamo, kjer je založbe imajo še resne urednike, se jih da na prste ene roke prešteti, ker ostali so v to uredniško funkcijo ukinili, ali pa zaposlili nekega lektorja, ki je obenem tudi urednik, pa lektorira, skratka, tukaj so optimizirali stroške, kot pravi naša predsednica, kar je pa velika smola. Tako da mislim, da se na ministrstvu oziroma na JAK dela na temu, da bi se bolj podpirale založbe z zaposlenimi resnimi uredniki, ki imajo resno uredniško delo, ampak kako pa to napreduje, pa ne vem. Nekaj, jaz sem se z tole, z Mladinske knjige sem se pogovarjal, kaj je že, Velerjevo, Alenko, kako to ona gleda, pravi, da dobi cel kup tekstov in da mora prav v bistvu se dobesedno ne samo lektorirati, ampak da je treba strukturo tudi zgodbe narediti, ko enostavno pišejo, in pol v bistvu pravzaprav, ne vem,
to sicer ni njena misel, to mi je nekdo rekel, ampak potem se je recimo na strani, ne vem, na strani 50 umre otrok ali prometna nesreča, ne, na strani 70 se pa ta ista oseba rodi, ne, in tako naprej. Ja, to je težava. Jaz to izkušnjo uredniško tudi imam, ker sem nekaj časa delal pri Gogi kot urednik zbirke Luna Park, pa pri Literi Sloveniki, pri Društvu pisateljev, ker pred Društvu pisateljev je bil samo izbor že narejenih tekstov, ki so jih v razne zbirke umeščali, tis ni bilo kakšno težje uredniško delo. Pri Gogi je bilo pa kar, ne, recimo tukaj imam eno anekdoto, prvenec sem dobil roke kriminalko, ne, ki sem še kar dobro brala. Na koncu je bilo pa tako, ne, da je ta inšpektor, ki je to reševal, pride k nekomu domov in vstopi v stanovanje in imata z unim pijeta kavo, na kar opazi, da ima ta oseba nek material dokazni, kjer ga on ga hipno prepozna, da je to bil pa ta. Ne. Problem je bil ta, da ta lik, ki je bil krivca, ne, prej sploh ni bil vpeljan v zgodbo. Ne. In jaz sem mu razlagal, da to pač ne gre v literaturi tako, ne, da literatura potrebuje svojo dramaturgijo. On je meni govoril, ker je bil, gospod je bil upokojen policaj, prav ne, ampak to je bilo res tako, ne, to se res, ki so rekli, ja, ampak resnično to deluje, ne, če pa ti roman bereš, ne, in imaš ti tukaj en kup enih likov, ki jih sumaš, sploh pri krimiču, ker ne bi bralec sodeloval na neki način, pa ti postaviš enega iz naključja na ta način, to ne more tako na ta način delovati, ne. Sploh, ne, če imaš ti skozi daješ bralcu enega, ki ga resno sumaš. Ne, tako da v bistvu je to zelo težko dopovedati ljudem. In pa je bil ta gospod zelo užaljen in seveda ni izdal te knjige, ni bil pripravljen tega spremeniti, ker to je bila pač njegova izkušnja, ampak se ni dal dopovedati, ne, da to tako ne gre, ne, da vsaj ne kot kriminalka, ne na ta način. Bilo bi mogoče drugače za super zgodbo, oziroma cel roman, to pa tudi ni bil pripravljen. Tako da ja, včasih se imaš kot urednik kar malo bost s kakšnimi ljudmi. Ne. Ja, ker problem je v tem, ne, da literatura ni življenje. Ne. Tako ima zgodba je zgodba. Ne. Zgodbo je znati treba povedati. Recimo, druga taka izkušnja je bila zdaj, ko sem pisal zadnji roman, ki je o drugi svetovni vojni, sem se zelo poglabljal v branje tega Najboljši so padli od narodnega heroja, od avtobiografije Staneta Semiča Dakija. In to je tudi zanimivo, ne, da ta avtobiografija ni nikoli šla pri založbi, ker on ni pustil posegati nobenemu uredniku v ta del svoj. Ne. Ampak kot bereš, ta Najboljši so padli, je točno taka solata, kot ste prej omenil. En kup enih dogodkov, ki misliš, ok, zdaj smo šli pa že naprej, pa gremo že za par mesecev naprej, pa spet skoraj za 2 meseca nazaj, skratka, zelo se loviš po tem branju. Ampak jasno, ne, nobena založba na ta način tega ni hotela takrat izdati. Tako da doskrat, ne, ko vidimo, ko se kakšen avtor pritožuje, ja, mene pa noče ben izdati, mogoče zaradi tega, ker ali bodi si noče sodelovati pri urejanju, ali pa je pač enostavno zadeva toliko neberljiva, da jo nobena založba noče izdati na ta način. Ja, zato, ker imaš pač laika, ki samo vidi, da je to, nekako se mu omejuje svoboda pisanja, ne, najbrž. Mislim, da svoboda pisanja, dal je verjetno za prebrati svojim parim prijateljem, ki so rekli, to si pa res super napisal, ne, in pa si ne da več nič dopovedati. In tako da pač, ne, s takimi ljudmi je pa težko delati. Ja, moje izkušnje so take, ne, bom rekel, slabši, ko je, večji umetnik je, ne. To pa itak. Pa bolj nerazumljen. Bolj je nerazumljen, ja, to. Ej, Lenart, zdaj meni nikoli nisi povedal, kako pa se izbere temo za pisanje, kako jo ti izbereš? Ja, v bistvu, kaj pa vem, meni se začne zgodba kar dogajati. Partizani? Tako mislim, do partizanov bo prišla. Partizani so bili v bistvu, še ko sem bil na faksu, na zgodovini, sem razmišljal o tem, da bi bilo to, ker sem bral ta prvič, te Najboljši so padli, ker sem delal takrat neko seminarsko nalogo, se mi je zdel takrat to tak zanimiv material, da bi se dal potem kdaj roman narediti. Ampak to je čisto nekaj delč ostalo podzavesti. Meni je bolj zanimala ta, neke svoje izkušnje pisati, pa iz tega izhajati, ko je nastal 5 do 12, pa vse te romani. Tako težko bi rekel, kako sem jih izbral te zgodbe. Pač, ker začele so se mi dogajati in sem jih zapisoval. Mogoče
kjer sem se tako na ta, mislim, zapisoval, pa obdeluješ tekste, pa predeluješ, pa prekladaš, pa zlagaš, dokler nisi kolikor toliko zadovoljen z njimi, da jih daš iz roka. Druga so te dve moje fantastična, oziroma znanstveno fantastična, pa utopična romana, se pravi Heavy Metal, pa delci svetlobe. Tukaj moram reči, je bilo bolj načrtno pisanje. Sem se odločil za eno temo, ki bi jo rad obdelal, ki me je zanimala, ker sem, recimo, delci svetlobe, kjer se poigram za to genezo, da nek človek ustvari fantastičen svet znotraj računalniške igrice in kjer pač da inteligenco tem bitjem, ki živijo v tej igrici, oziroma tem figuram, ki živijo v tej, ima vsak svojo zavest. In kako to vpliva na nje, to me je pač začelo malo zanimati, točno v povezavi s tem božjo močjo, in pa sem to začel raziskovati, malo pa kvantno fiziko se ukvarjati, znova pa malo študirati o tem, mislim, ne ukvarjati, boh ne, da nisem šel v neke poglobljene študije, ampak nekaj, kar je poljudno dosegljivega, toliko sem se spuščal v to. Tukaj je bilo, mislim, to je bilo načrtovano pisanje, pa seveda, zgodovinski roman je tudi načrtovano pisanje na tak način. Jaz sem to zdaj govorila o žanrih, ne več o zgodbah, ne? Ne več o zgodbah, tako, ja. Zgodbe so pa te ostale, moje so pa bolj iz mene izhajajoče v bistvu nek problem, pa kako ta problem opisati. Tukaj je bila, recimo, kako pisati, to agencija mi je bilo tako vprašanje, kako pisati o krizi, ki se je dogajala v letih 2009, pa opisati to krizo, da ne bo zvenelo zdaj realsocialistično patetično, oziroma preveč trpljenja in tako, da bo na nek način zabavano, da poveš obenem to, kar se je dogajalo takrat v teh letih, v tej revščini, ki je zadela ljudi, ki so bili prezadolženi, ki so jih te dolgovi pač prišli za njim v tistem času. In tukaj mi je bila pol se odprla ta pot vpogleda v vse hiše skozi oči agenta zavarovalnega, ki obiskuje ljudi na terenu. Ja, kar si tudi sam bil, ne? Kar sem bil en mesec, ja. Ja. Moram reči, da sva z Lenartom kar že dolgo časa povezana, bila sva celo v 3 službah skupaj, Lenart, sva se kar poklicala, prideš k meni delati in sem prišla. Tako da midva nisva, ne vem, se spoznala samo zato, ker sem mu jaz napisala, če bi bil gost v naši kavici. Jaz sem poznala tudi, oziroma gospo mamo poznam, Daneta sem tudi poznala, tako da zdaj me pa zanima ena stvar, Tebe je kdaj oči ali pa mami sta te usmerjala, da ne biti samo umetnik, da daj bod študiozen, daj to. Kako je zdaj s temi, ki so umetniki ali pa recimo igralci, vemo, da rečejo, ne, teater, to je kriza, ne bo v Sloveniji, ni zaposlitev, ne vem, a tebi sta tudi kdaj kaj? Mislim, sigurno sta zelo spodbujala une moje 2 let, ki sem bil na pravu, to se pa splača končati, boš pa lažji, pa vse pisal boš lahko še pol, s tem, da meni je takrat po 2 letih, 2. letniku prava, prišlo do zavesti, da je to poklic, ki ga jaz absolutno se ne vidim v njemu, na noben način, da bom pa zdaj se še 2 leta mučil z vsemi obligacijskim pravom in vsem, kar pride 3., 4. letniku, zato da bom potem počel nekaj čist drugega, sem pa rekel, tole pa ne bo šlo, tega se pa ne grem. In tako se spomnim takrat, ko sem opravil izpit pri temu zelo hotnem Boštjanu M. Zupančiču, v glavnem na izpitu pogovarjala o filozofiji, pravo pa zelo malo, polno bi prav na koncu. Ja, ampak jaz vidim, da vas filozofija v bistvu bolj zanima, kaj pravo. Sem rekel, veliko bolj. Rekel, kaj pa še delate na pravo? Sem rekel, dobro vprašanje, in to je bilo nekje maja, tako da sem se šel čez 2 dni prepisati na Filofaks, mislim, takrat se še to dal te prenose na ta način delati, tako da pol sem šel prvoletnik že jesen na Filo. Da naj je Dušan videl. Dober dan. Dobar dan, še Anica pa Jože se poslušta, malo smo živijo. Vidim. Za zmoto. V redu. Pa lepo druženje vam želim. Ja, hvala. No, lepo zdrav. Hvala. Zdravo. Zdravo. Kako je pa s tem, ko se 2 avtorja dobita, tako kot sta se ti pa Maja Martina Merlakova dobila z Mustangom, a to je
se spontano zgodilo z vama? Mislim, kolikor te poznam, se je, ne? Veš kaj, takrat sva v bistvu z Majo Martino ogromen skrb vesela, ker to je bilo lih po romanu Heavy Metal, ki je šel pri založbi Tumi. In je bila ideja promocije, da Maja Martina kot igralka v bistvu, ne, da se naredi, da je bil ta roman kakor po resničnem dogodku in da ona igra vlogo Mirjam, nekega dekleta, ki nastopa v romanu. Ne, in skratka, to je bilo... Hodila sva po literarnih večerjih, oziroma literarne nastope, ker je ona to vlogo odigrala. In, to je bilo dosti zanimivo. Tisti izgledali tako, v bistvu ta Mirjam je v romanu posiljena na eni žurki in tako, in pač Maja je to zgodbo povedala in tam so vsi prisotni ponovadi vedno ojoj, boga punčka, in na koncu je povedala, da je igralka in da je to samo predstavitev romana. So vsi vdahnili, hvala Bogu, in tako kakšna sreča, da se to ni zgodilo. No, skratka, takrat so se začela pogovarjati, ona je rekla, da bi pa zanimalo pisati tudi, pa so rekel, vse mogoče pa mi da skupaj to poskusili. Pa so se tega lotila in je nastal ta Mustang, tako kot je. Pač, da je vsak je pisal na svojem koncu, dobila sva se vsake toliko časa in uskladila to, kar sva napisala. Vem, da sem takrat parkrat se zelo razburil na njo, ker je zamujala z vsemi dogovori in tako naprej. Pač ona je bila še mlada punca, študentka in imela svoje obveznosti. Imela sem pa obveznosti do založnika tudi v enem, tako da ki je pa pač name bolj pritisku kanalnijo, tako da pač malo sem jim mogel jaz težiti. Kdaj se prav v kakšnem filmu in tudi v knjigi se čuti, ne vem, sploh če so bile zadeve posthumno izdane, ne, da je tukaj je on pisal, potem pa tudi če je bil ghostwriter na koncu, se čuti pač druga dinamika in sinteza in vse, ne? Prvako v Mustangu pa je itak. Ja, veš, kako je to pa zastavljeno že tako, da tle je bila razlika v govoru, razlika v podajanju zgodbe. Ona je imela mogoče pa eno tako, kot nekaj spomin, malo biografski spomin, jaz sem imel drug pristop, tako da v bistvu se mešajo eni 3 slogi, ker je bila itak je zgodba povedana iz zornega kota, mislim, da 3 junakov, 2 sem jaz pisal, ona pa je junakinja, ženski lik. Tako. Aha, pa da zdaj še malo povemo, ker smo na začetku rekli, koliko pa imamo mi knjig v knjižnici, to ne vem, vem pa, da imaš ti za sabo že 11 romanov. Drži? Ja, v bistvu ja. Letos april je bil, se pravi, odred. Mislim, 11 knjig, ne romanov, ker je nekaj kratkih zgodb, mislim. A ja, si res, zgodbe iz teme so kratke zgodbe. Zgodbe iz teme so kratke zgodbe, ostaja zombijev, je v bistvu ena ta kronologija, bi težko rekel, da gre za književnost, mogoče malo je, ampak bolj... A to imaš plonk listek, ali boš vse na pamet povedal? Kako? Imaš plonk listek, ali boš vse na pamet povedal? Pa se jih spomnim mačkam, ne? Če sem jih pisal, ne? Tako da te dve sta absolutno zgodba. Tudi ta Roberts, ki je šel predlanskem pri Literija, bi morale biti novele v bistvu, pa me urednik prepričal, Orlando Uršič, da ne ga izdava kot roman, zaradi tega, ker on romane lažje predaja kot založba. Knjižnice bolj kupujejo romane kot novele. Tako da vek sem še odmeri jezen, da sem na to pristal, ker je v bistvu so omnibus novele in to bi moral ostati omnibus novela. To bi obravnava na ta način. Tako da ja, od teh 11 knjig so 3 na ta način, so 3 zbirke zgodb, ostala so pa romani. Lenart, za enkrat v enem intervjuju z Milekovo za sobotno prilogo si rekel, da slovenski literaturi primanjkuje oziroma manjka življenja. A to si kako mislil? Lahko to malo poveš? Veš kako, v bistvu je velika večina slovenskih pisateljev izhaja iz nekih fikcij, nedoživetih fikcij, ki so v bistvu nepreizkušene. Se pravi, ogromno teh, nič ni narobe s tem, če pišeš ti neko fikcijo in pišeš o nečem, česar ne poznaš, niti približen, če se znaš v to vživeti in to raziščeš. Če pa ti v temu pišeš samo skozi nek svoj zorni kot in ta zorni kot te izkušnje niti podrazno nimajo, po temu
ponovadi ostajajo te zadeve zelo nedoživete, zelo puste na nek način. Ne. Se pravi, in ta puščobnost je v bistvu problem marsikatera slovenskega avtorja, daleč tega, da bi trdil vseh. Ne. Ampak ogromne stvari, ki jih pa začneš brati, so pa tako puste, da si rečeš, zakaj pa je kdo to sploh izdal, ne? Zakaj je bilo to treba. Tukaj mogoče je tudi velik problem tega, da je ogromen založb nastalo v Sloveniji, čist preveč za toliko majhen prostor, da je čist lahko prenostaven pride do knjige, to je prenostaven zaradi tega, ker je pač vse te založbe, ne, seveda morajo izdati toliko in toliko knjig, da dobivajo to svojo produkcijo financirano od države, in pač pristanejo na zadeve, ki ne bi smele biti izdane, vsaj ne na ta način. Ja, moj sin, ko študira bibliotekarstvo, je rekel, da pravzaprav založništvo lahko celo živiš, ne? Da je v bistvu pač odpre založbo in se zaposliš in dejansko izdajaš knjige, ne, kot ste rekel, ne, ki so v bistvu res slabe, ne? Ampak enostavno pač dobivaš te dotacije, ne. Dobivaš dotacije, ja, v bistvu ne, problem, ne, se tukaj je meni ta največji absurd in problem te naše države, ne, seveda je prav, da podpira finančno založništvo, ampak jaz mislim, da ga podpira na čist napačen način, ne, da v bistvu, ko založba dobi denar, lahko naredi s tem denarjem, pa v bistvu kar hoče, ne, se pravi, izda neko količino knjig, za katero založba oceni, da jo bo prodala, ne. Založba pa spet oceni to količino na število, ne, poznanega nakupa pri knjižnicah. Se pravi, zdaj še naklade so zdrsane nekje na 500 knjig, ker je založnik enostaven pogruntal, da knjižnice vzamejo cirka, na pamet bom rekel, 300 kosov, a ne, 50 kosov približno, oziroma 20 kosov gre avtorju, ostalih 70 se potala raznim novinarjem, unih 100 kosov bomo pa že prodala. In v bistvu, ne, s tem država ne samo, da financira založbo, financira tudi kupca založbe, ne, se pravi knjižnico. In je v bistvu ta en tak krog, kjermo, ko si založnik, ti pravzaprav kaj dosti ni treba počenjati, in pravzaprav, ne, tukaj tega podjetniškega momenta, ki se mu reče riziko, tega momenta ni, ne, ker ti imaš znanega kupca, denar za to, da to narediš, vmes, ne, je financiran, če boš kaj prodal, je to samo še dodaten plus, izgube pa skoraj ne moreš narediti, ne. In tukaj se mi zdi, bi morala država vztrajati na temu, da ostajajo naklade višje, da se morajo, ne, tudi če knjiga je podprta, in kakorkoli založbe bistveno bolj potruditi za prodajo in služiti tudi s prodajo. Se pravi, tudi to bi verjetno pomenilo eno tako selekcijo tega založništva, da tisti, ki znajo to početi, bi preživeli. Tako, ne, na ta način je pa pač poplava vsega tega in malo se bomo mogli verjetno enkrat v prihodnosti odločiti, pa razmisliti o tem, kam hočemo peljati slovensko književnost pa založništvo. Jezik sam, ne? Jezik sam tudi, dober jezik. Kvaliteto. Ja, mislim, pa kaj je to kvaliteta, ne? Zdaj, dostikrat, ne, pri nas v bistvu je žanrska literatura čisto zanemarjena. Čeprav je zelo dobra, ne, in Golob kot Krimič in Svetkova se mi zdi tako med nami še bistveno tako za 3 nivoje boljša od Goloba, ne. Sploh ta njen Sivi volk pa Rdeča kapica, no, vse to je zelo dobra romana, ker ne vemo, ona je dolgo se delala z Dušanom Čatrom, oba dva kot scenarista, in tukaj se je te scenaristično-dramaturške obrti toliko dobro naučila in tako fajn prenesla v kriminalko, da res vrhunsko deluje. Ampak ne, ni dobila nobene ne nominacije, ne pohvale, nič se ni zgodilo s temi romani, oziroma z dobro za Sivega volka se bo drugje, če se bo. Znanstvena fantastika je pri nas čisto zanemarjena. Pri nas se ceni neko visoko literaturo, ki pa pravzaprav ni nujno, da je dobra. In spet pridemo do tega, kdo piše kritike in kdo piše to literaturo. V glavnem študentje, večina avtorjev pri nas so komparativisti, kritike pišejo komparativisti, se pravi, kolege ocenjujejo in se tudi porivajo naprej. Na isti način najbolj prepoznani avtorji pri nas so novinarji, ne, se pravi, od Vesne Milek do Goloba. Ker spet seveda
ceh poriva svoje naprej. Skratka, pri Sloveniji je ta problem majhnosti, ne, da je vedno ostajal v enih zaprtih cehih, ki nekako seveda skrbijo za svoje, kar je normalno. Ampak tukaj bi morali razmišljati, kako to preseči, ne. Kako iz tega narediti nekaj več. Ker drugače se skozi ciklamo po nečem svojem, kar pa v bistvu ne, pa v končni fazi ugotoviš, ko daš to literaturo brati komu na ven, ti bo rekel, sej je nekaj. Po drugi strani, ne, gledaš pa vrhunsko literaturo, ki prihaja od zunaj k nam, je pa vedno izhaja iz žanra in se pravi iz žanra, ki preide na to vrhunsko raven. Ker žanr seveda je lahko vrhunski. Ne. Od kriminalke do nazadnje Hemingway je pisal vojni roman, ne, 2 vojna romana, ki sta postala vrhunska literatura. Ja, sej tle se znajdemo pred vprašanjem, ne, komu piše pisatelj, ne? Vsak pisatelj bi želel doseči na največje število ljudi, ne? Ampak najbrž doseže tiste s podobnim vedenjem, pa z izkušnjami, pa ne vem, z načinom, s podobnim sistemom vrednota, ne? In šele pol, ko se ga avtorja razlaga ali pa se ga več bere, se ga začne razumeti, ne? Kaj pa vem, jaz moram reči, da ko pišem, ne razmišljam v bistvu o svoji ciljni publiki. Enkrat sem, ker sem pisal mladinski oziroma otroški roman, poskusil to pisati, pa tega nisem kaj dokončal. Raven ga nisem dokončal, zaradi tega, ki mi je šlo na živce, da moram skozi razmišljati o tej ciljni publiki in tle paziti, kakšne besede uporabljam, kako bom to sešel. Tako da to samo omejevanje meni recimo ne gre. Jaz ko pišem, pa komor je všeč, mu je všeč. Ne vem pa za druge, tukaj pa res težko rečem. Verjetno je to, smo tukaj pokri avtorjev, je toliko je svetov in vsak dela po svoje. Ja, sej tle je spet to, kaj je stil, ne? Ti imaš stil in pač značilen zate, ampak pol se pa spet zavrtiš v eno drugo smer, pa že spet rečem, a to je Lenart, ne? Ker imamo te osebne stile, pa pač kolektivne stile, isto je po moji med pesniki in... Pesniki še bolj izrazito, se vidi. Ne? Čeprav pesniki imajo tudi bolj, ne bom rekel posnemanje in drugega, ampak na izhajanje iz drugega in tako dobivamo tudi te pesniške smeri. Kar je v bistvu ogromen minus pri slovenski književnosti, pa ne samo pri književnosti, nasploh pri umetnosti zdaj, v tem času, se pravi, v začetku 21. stoletja, če ga primerjam s sredino 20. stoletja, ko je drval moj oče najbolj, je to, da pravzaprav smo zdaj ustvarjalci veliko bolj zaprti v ene svoje majhne celice, ne hodimo ven, ne družimo se med sabo. Ker če gledam tako fotovo izkušnjo, tukaj so bili dosti skupaj po barih in po pivanjih, in pisatelji in slikarji, njegovi najboljši prijatelji so bili tistih mladih letih, bil Jože Bernik, pa s Cjuho so se ogromen družili, pa obenem s Minikom Smoletom kot dramatikom, pa Nikotom Grafenauerjem. Skratka, med sabo so bili si družili, seveda tudi me izmenjevali te izkušnje, se pogovarjali o tem. Zdajšnja generacija smo pa vsi, ta bohemski del tega življenja je praktično odpadel, ker ni več potreben, oziroma praktično je nemogoč. Bohemski del je postal nemogoč, ker je popivanje po Ljubljani postalo tako drago, da si ga enostavno človek ne more več prvoščati na ta način, kot si ga una generacija prvoščala. In se pravi, smo bolj po domovih, vsi skupaj oziroma v nekih zaprtih svojih družbah in do tega stika ne prihaja, kar pa mislim, da je problem, ker točno skozi te pogovore, skozi to družabno življenje in vse to, prehaja ta najbolj žmohten del izmenjave izkušenj, ki ga pa zdaj ni. Ja, če smem. Peter Božič je zdaj v tej knjigi, ko je šla pri Beletrini, da sem že pozabil naslov, ta zadnji, je lepo opisal to bohemsko življenje v Ljubljani. Mislim, da je tudi Daneta Zajca to omenjal, ampak jaz sem se na druge spomnil, ko mi je Peter Božič razlagal, ko je Dane Zajc napisal tisto pesem o Črnem biku, tista fenomenalna pesem, Rove, Črni bik, so dejansko bil en velik napad je bil na njega. In so v Komunistu objavili to pesem, češ kot primer pesmi, ki se ne sme pisati v teh časih in tako naprej. Dane Zajc je imel pa toliko jajce, da je šel gor na Komunista in je zahteval honorar.
Tak je bil. Ja. Ja, Jaz sem s črnim bikom drugo izkušnjo, ki me je v gimnaziji profesorica po slovenščini seveda vprašala črnega bika. Jaz takrat jasno malo, ker ponovadi nisem bil čisto pripravljen, pa predvsem pa tudi mi je bilo težko nekaj zdaj blefirati v očetu, pa tako, da sem rekel, da ne bi odgovarjal, in je rekel, ok, ne dam ti nezadostne, ker pač ne razumem, da noč odgovarjati v očetu, ampak vseeno se moč pa naslednjič boš pa to vprašam, ker prav sem tako v redu. In pa je sošolko vprašala, in seveda zdadrala tisto, kakor je že pisala v knjigi. Pa pridem domov in rečem, Dane, a si ti res mislil to pa to s črnim bikom, ki je Una povedala? Prav še pravzaprav Črni bik je ena taka pesem, ki izhaja iz momenta, ki izhaja iz človeka. En tak zelo empirističen, ekspresionističen trenutek, ki bi ga težko razložil, kaj sem jaz takrat pravzaprav čisto zares mislil. Ker verjetno tega tudi ta hip ne doživljam več na ta način. Tako da si lahko razložiš pač, kakor si jo ti sam razlagaš, oziroma si vsak sam razlaga. Ne je toliko temu, kako pa otroke poučimo pravilnih razlag poezije. V bistvu ta poezija, ta tip poezije pravilne razlage nima. Pa res, ne? Zato pa otroci lahko interpretiraš pesem. Ja, to pomeni jaz, ne da je prava pa ne prava interpretacija, ne? Ja, v bistvu, ja, seveda. Meni to še zmeri, moj mož zato ne mara, še od osnovne šole je bil zmeri narobe, ker je on bil kakšno pesem vprašan, ker je bil zmeri narobe. Ampak ja, ti tako to vidiš isto kot sliko, ne? Kaj je hotel Bernik ali pa ne vem, nek slikar, sem zdaj povedala, ker ga ti omenil Jožeta, ne? Kaj je hotel s to sliko povedati? Ja, jaz to vidim, ne vem, jaz ga nisem vprašala, ne? Tako da ja, to je res... To si bil nasploh, ker Dane je bil teh simbolov, on ni šel tukaj, ne, v neko zavestno simboliko, se pravi iskati, ne, Črni bik pomeni to in to, ne, po teh ključih, pa to pomeni to, pa pol iz tega sestaviti, ne, da bi imela pesem nek tak ključ, po katerem ga moraš razlagati. Ne, to je pač prišlo ven iz njega na ta način, ne. In zaradi tega se mi zdi, to, kar smo rekli, ne, je problem razlagati ta tip poezije. Je pa to, kar ste omenili, ne, to sem hotel še reči, o pravilnih zapisih, ne, ki so bili v tistem času v modi, mi je pri pisanju tega odreda in iskanju literature, ne, partizanske in v bistvu tudi tega prišla pod roke ena knjižica, ki jo hranijo v Nuku, pa sem zdaj pozabil naslov, in sicer šla je v začetku 50-ih, kako pravilno napisati partizanski roman. Kaj mora partizanski roman vsebovati in česa ne sme. Kakšen mora izgledati lik partizana. Ne? Mora biti junaški, mora biti pozitiven, ne sme imeti negativnih izkušenj. Skratka, pisati se sme na ta način in nič drugače. Ne? Zaradi tega je bila ta partizanska literatura, kakor imamo ogromno iz tega povojnega časa, pretežno precej dolgočasna. Ta boljša, se pravi od Zupana do Kocbeka, se pa skozi malo odrivala na stran oziroma se ni dejal ven tako zaradi tega, ker pač ni ustrezala tem stereotipom partizana, kot naj bi partizan bil. Ja, niso upoštevali napotke, ne? Niso upoštevali teh napotkov, absolutno. Prav, ja. Tisti deviantneži so bili najprej preganjeni, pol nekoč jih pa šele dojame, ne? Da sploh niso bili deviantneži, ne? Dobro, ja, to je, mislim, vse veš, to je, če je nek enoumen režim na oblasti, ki zahteva tako in tako pisanje, pa se preganja vse, kar odstopa od tega, se ne nazadnje, če gledamo rusko književnost, oziroma sovjetsko, pa Bulgakova, pa to se tukaj tudi seveda moral zelo paziti, kako bo in kaj bo napisal, in veliko te literature, ki je bila vrhunska, je bila takrat malo prikrite ali pa je niso izdajali, oziroma so avtorji pač izginjali. Zdaj sem se spomnil nekaj, se opravičujem, ko skačem besedo, zdaj sem se spomnil nekaj, recimo Čehi imajo odlično humorno literaturo, mogoče glih zaradi tega, ker je bila nesvoboda in potem so vse skupaj skrivali v humor in simbole.
In je mogoče tudi zdaj pri nas mogoče problem te sodobne slovenske literature, ker je v bistvu pravzaprav je vse dovoljeno, ne, in pol lahko pišeš, kar hočeš, tudi tisto, kar ne poznaš oziroma. To je res. Čehi so sploh tukaj, kar ste rekel, oni so, kar se tega humorja tiče, bili fantastični. Zdaj ne vem. Parkrat sem poskušal gledati zdaj neke novejše češke serije in filme, pa moram reči, da me niso tako prepričali, kot so me te Čehi iz 80-ih let pa iz začetka 90-ih. Še zmeraj spomnim tega fantastičnega filma Kolja. In koliko je ta češki humor bil krasen. In tudi v bistvu, če gledamo tudi takrat Jugoslavijo pa Slovenijo, koliko je bilo tukaj enega humorja na račun režima, teh političnih vicov. Ker jaz mislim, da je še ena druga stvar. Prvič se v humor da prikriti neko kritiko, zaradi katere te ne morejo tako preganjati. Drugič je pa humor nekaj, česar te totalitarci ne razumejo. Se pravi, vsi te avtokrati sami sebe jemljajo tako grozno resno, da humorja na ta način ne dojemajo, da se kdo dela norca iz njih. Ker so pač oni tako nedotakljivi. Mogoče je zdaj v času korone spet malo ta humor na račun oblasti zaživel, točno iz tega razloga. Ja, ker jaz imam občutek, da ni več političnih vicev, ne? Ja, zelo malo. Dušan. Izvoli, Jože. Joža Zupančič kle. Zdaj, ko sem to poslušal, jaz sem se malo pozno priklopil, kako je ime temu gostu to prvo? Lenart Zajc. Aha, Lenart Zajc. Ja, dober dan. Dober dan. Mene pa zanima ena stvar. Morbiti to ne sodi sem, ampak vse eno. 83. leta je bila popularna pesem Odlačnega Franca 1000 modro-belih rožic, 1000 medicinskih sester. In to, naprimer, takrat je bila oddaja na Valu 202 Trenutek za prijaznost. In je ena ženska poklicala in je bila tako huda, je rekla, da če bi to men zapel, mu ne bi pomagala na noben način, ker takrat so bile določene pesmi zelo sporne za tisti čas. Ker je bilo 1000 modro-belih rožic, 1000 medicinskih sester, a še danes me zanima, če so medicinske sestre spodaj res brez čistojo in tako naprej, pa tiste spodne dohodke, pa spodne kohotke, pa levo, pa desno, ampak v glavnem, bilo je zelo. In so pač tisto pesem, so kar nehali vrteti, ampak tista ženska je kar ponorela. Ja, naš večino vrti, res je. Ja, nekateri so pač občutljivi na te zadeve. Te cenzure je pač včasih bilo res več, pač filtri, danes pa tako, kot ste rekli, že Dušan pa Lenart, zdaj pa skoraj vse dovoljeno, reči. Ja, danes pa ni tist, lahko rečeš, glih, kar ti paše. Ker, naprimer, Pepco Kardelj je najbolj motiv, ki je pač ta Smode, ki je napisal pesem Jožica, in tako naprej. Ja, sej, takrat to ne vem, če poznate, Kajeta Nakoviča so zaradi Mačka Murija preganjali, in sicer zaradi te pesmi onemu mačku, ki je bil v Lopovo, in ki pravi, da je, kaj že, ni zidal hiše cel grad. In to je bilo ravno v tem času, ko je Maček Matija nameril zidal svojo hišo. In takrat so ga pol preganjali, oziroma mogel hoditi na zagovore zaradi otroške pesmi, češ, da se je tukaj spravil na Mačka Matijo. Ja. In ga vzmeril z Lopovo. Ali pa, naprimer, Janez Bončina, ki je imel tist, da naj bo Prismoda ali nekaj tazga, in se je noter najdu Marijan Smode in ga meni se zdi, če sem prav slišal, da je prav tožil. V redu, dajmo Silvotu besedo. Silvo, izvoli. Slišimo? Ja, Silvo. Živijo, Silva. Živijo. Jaz mislim, da je izključeno. Gospod Lenart, jaz vas poznam bolj kot novelista, oziroma jaz sem slep. In seveda sem bil naročen dolga leta na literaturo in celo neko obdobje mi je vsej po letih blizu. Andrej Blatnik celo mogoče brezplačno dobijo vsej literaturo, da nisem kaset literature in še baterij za snemanje plačeval.
In vas od tam poznam bolj kot pa iz knjig. Aha. In vem, da ste tam objavljali zgodbe. Meni je bila literatura všeč, pa še pravzaprav danes jo po elektronski poti, koliko pač gre, berem. Kar se pa vašega očeta tiče, je pa en zanimiv primer. Recimo, jaz sem bral po revijah, so bili intervjuji z njim, pa vse sort je bilo. Ampak zanimivo, kakorkoli je bil abstraktni pesnik, dobil je pa nagrado Železarne Sisak. In jaz sem takrat dosti hrvaške radio poslušal, enkrat slišim, da je v hrvaščini seveda govoril, intervju imel zvečer na Radio Zagreb. Mislim, to so take stvari, ki recimo ne grejo skupaj po neki logiki, če bi zdaj režim bil res tak za... Vedete, kaj hočem povedati? To se strinjam, zelo. Kakor se obtožuje ta režim, da je bil grozen, pravzaprav ni bil. Še bolj se mi zdi, Daneta so takrat kakor preganjali, točno zaradi teh zbirk, pa še ene parih zadev. Vem, da bi ga takrat skoraj zaprli, če ne bi bili pač doma iz take partizanske družine in jim pač mama šla prosati in tako, da ga pol niso. Ampak po drugi strani je pa pol dobil zelo udobno službo v knjižnici, kjer je bil cel življenje in ni noben, tukaj, da bi ga hotel eksistenco onemogočiti ali karkoli. Še bolj recimo Vitomil Zupan, obsojen na smrt, pomiloščen so ga spustili ven in so mu zrihtali službo v Viba filmu, ker je pač pol tudi cel življenje delal, oziroma cel življenje, dober del svojega življenja je tam pač delal, pisal in ustvaril. Se pravi, ni bil na ta način preganjan. Danes, če v bistvu nisi pa všeč režimu, se pa lahko zgodi, oziroma režimu, oblastnikom, te pa pač samo nehajo financirati, pa malo te odrinejo iz medijev in se pozabnate. Še en fenomen je zanimiv. Dušan je prej omenil Petra Božiča. Jaz sem bral, uspel sem celo, mislim, to moram priznati, da mi je uspelo, sem več uslišali, so knjigo Jožeta Snoja Rekapitulacija pripisali v Brajco. In tam opisujete njihove pohode in kak je Peter bil, kak je pijančeval, kak je bil. Ni pa not vašega očeta, ne vem, če je kaj omenjen, razen pri novi reviji. Aha, nisem bral. To je ena knjiga Jožeta Snoja, ki je že tako pokojni on tudi. Ja, interpretacija. Jaz sem hotel, lahko vprašam, Nika, jaz bi se dotaknil vašega procesa ustvarjanja, kako ustvarjate. Nika je že nekaj vprašala, ampak zdaj bi jaz pa vprašal, kako pa določite formo? A si najprej izdelate, bom rekel, ko začnete pisati knjigo, si najprej izdelate, rečemo, formo oziroma lonec in potem mečete stvari not in kuhate stvari in rečete, toliko, kolikor je velik ta lonec, toliko bo velika juha, ali to v bistvu pač začnete pisati in pol pač kolikor rata. Pa v bistvu moraš kot neka zgodba, ker se mi začne dogajati, jo najprej kar meljam nekaj časa, sam pri sebi po glavi, preden jo začnem zapisovati. Pa, ko začnem zapisovati, je to ponovadi, ta začeten ustvarjalen moment je ponovadi vedno zjutraj, se pravi, takrat ostajamo ob kakšnih 4 zjutraj, 5 zjutraj in začnem pisati. Ko se še na pol v sanjah, na pol zaspan in ti domišljija na pol deluje sama od sebe, da bi razumsko prav zelo posegel vanjo pravzaprav. In takrat pišem, to je ta lonec, kjer ga pač delam, ta zgodba raste in buhti, in malo gre sama po svoje. Pol pa pride do ene faze, ko je ta zgodba zaključena, ko dobi svojo celoto, pol se pa začne resen del. Tukaj pa pol šele to, kaj bo ostalo, kako bo ostalo, kako to povedati pravzaprav, na kakšen način povedati, kako oblikovati jezik za to zgodbo, te zadeve. Se pravi, vedno ima to moje ustvarjanje te dve faze. Se pravi, prva je ta kreativna, ki kar buhti in vrejo zadeve ven, druga je pa ta čist tehnično delo, ki pač delo, najbolj navadno delo. Tretja faza je pa to seveda dati uredniku. Moram reči, da tukaj sem zelo zadovoljen pri Literi, ker imam zdaj zelo fajn urednico Gabrielo Babnik, Otara, ki je zelo natančna bralka, zelo dobra sogovornica, zelo dobro zna argumentirati
zakaj bi bilo kaj boljš na ta način ali pa na drugačen način, pa zakaj mogoče kakšno zadevo malo premetati v knjigi. In to se mi zdi zelo pomemben. Tako da to je pa pol ta zadnja faza knjige, se pravi to piljenje. Na koncu gre pa seveda še k lektorju, pa od lektorja dobiš nazaj popravke, ker pač gledaš, s katerimi popravki se strinjaš in s katerimi se ne strinjaš. To se pravi, predno gre knjiga, bomo rekli, v tisk, najprej pogleda, se pravi, predno je knjiga končana, se pravi, najprej pogleda urednica in pove svoje mnenje, ne? V bistvu najprej pride do urednice, pogleda moja žena, pa gre v urednice. No, v redu, ok, to so v redu, ja. Jasno, ne, da to najprej domači, ja. Prva bralka. Ja, da je prva bralka, ja. Jaz bi vprašala, a je kaj po resničnih dogodkih iz vašega resničnega življenja knjig vaših? Ja, prve dve, se pravi, 5 do 12 pa Zguba, sta v dobri meri navdahnjene z resničnim življenjem oziroma z resničnimi zgodbami. Ne bom rekel, da gre tukaj za neko čisto autobiografijo, ker tukaj so neki dogodki pomešani, lahko se v resnici dogajajo v drugačnem časovnem zaporedju, v daljšem časovnem zaporedju, ampak te dve bi rekel, da sta nekako najbolj autobiografske. V ostalih so pa v bistvu samo še te razne izkušnje iz realnega, resničnega življenja in pol upisovano to življenje po literarni poti, na ta način. Se pravi, pri vas je v glavnem izkušnja, ne? Ker recimo lahko bi rečva, da nimate vozniškega izpita, ne, in da pišete, kako ste dirko po ljubljanskih ulicah, ne. Verjetno ne bi bilo toliko verodostojno, kakor pa recimo, če ste kdaj to že počel, ne. Ja, siguren bi bilo to pol vsakmu, ki bi to poskušal početi prej, ali pa to bi rekel, tale pa ima hudo domišljijo, ali pa tako, ne. Moram že, ja, vedno stvari, kjer jih se lotam, jih vedno malo preizkušam prej, ne. Recimo v agenciji imam tukaj nekega graščaka, ki sam obnavlja, mislim, bogataša, ki sam obnavlja en del gradu. In tukaj mi je dosti prav prišla moja zidarska izkušnja, ko smo zidali hišo in sem tukaj veliko sam naredil, ne. Tako da tukaj pač vedno te stvari, ki jih delaš v življenju, lahko uporabiš, ne. Tukaj še zmeraj šparam izkušnjo, ne. Nekaj časa sem imel enega skoraj 45 let starega Land Roverja, ki sem ga seveda veliko šraufal. To šraufanje še čaka, da bo enkrat nekje opisano. Tako da te izkušnje so dragocene vse letno. Dušan. Brane, kar povejte. Ok. Gospod Lenart, če bi pa malo primerjali še tehniko pisanja včasih, vaš oče je verjetno še najprej na roke pisal, rokopise, potem verjetno klepkal na pisalni stroj, vi pa danes na računalnik, ne? Tako je. Mislimo napačno zapisano besedo sproti popraviti, čas je bilo čisto drugače, ne? Če bi to tehniko malo primerjali. V bistvu, ko sem pisal 5 do 12, imam še to srečo, da to sem pisal na roke. Takrat, ko sem začel pisati konec 80-ih, oziroma še v srednji šoli, v bistvu tisto je bilo na roke, pa na tipkalni stroj. Ja, in to je bilo čisto drugače. V bistvu pisanje na računalnik je bistveno bližje pisanju na roke, kot pa pisanju na tipkalni stroj. Zaradi tega, ker pač, ko pišeš na roke, lahko prečrtaš, napišeš nad tekstom, dopišeš, napišeš opombo, napišeš od spodaj. Pri računalniku to seveda lepš, ker zbrišeš lepš dopišeš noter, ampak je bližje temu. Ko si pa pisal na tipkalni stroj, tisto je bilo pa garanje. Tam pa če si zamočil celo stran, je bilo treba celo stran na novo natipkati in pretipkavati. Skratka, en del, ki je bil bistveno težji, kot je zdaj na računalnik. Tako tehnično. Je pa res tudi, ko pišeš na roke, misel bistveno lepš teče, kot pa če pišeš na računalnik. Ker se moraš drugače zbrati, možgani in roka so drugače povezani in gre to drugače. Tako da zdaj, seveda sem se poskušal parkrat prisiliti, da bi pisal na roke, pa pri tem pretipkavanju sem vedno zgubil živce, pa sem šel naprej kar na računalnik direkt. Zdaj sem se umislil eno igračo, ker prav moja žena vedno te tvoje igrače kupe, jih imamo tam, pa jih pa ne uporabljaš. Skratka, neka naprava, tablica, na katero lahko pišeš na roke. Če se potrudim in pišem dosti čitljivo, pa ona ta naprava prevede v tipkan zapis, ki si ga lahko pošljem na računalnik in obdelujem naprej na računalnik. Tako da zdaj v bistvu nekako poskušam s tem delati. Tako da. Hvala.
še zdaj takole, ne, jaz recimo znam pripovedovati zgodbo, pa tudi, ne vem, veliko se mi je v življenju dogajalo, ne znam pa to zapisati, ne. In najbrž je dosti takih ljudi, ki bi ti rekel, kaj se tebi v življenju dogajalo, pa daj to nastavi, ne vem, zdaj neki, ne. Ne gre, ne. Ne, problem je drugje. Jaz sem poskušal pisati preveč, kadar pišem, preveč avtobiografsko in preveč blizu vsemu. Ja, tukaj se strinjam, da če gre človek čist po avtobiografskem zapisu, ne, je to mogoče zanimivo za avtorja samega, za bralca zna biti pa to včasih dolgčas. Tako da, tudi če pišeš avtobiografsko, moraš vedeti, da tak, ki bo bral, kaj mu bo zanimiv, kaj izpostaviti, kako poudariti kakšne zadeve, kjer zadeve pa mogoče, ki se nam zdijo pomembne, seveda za nas življenje. Ampak za tretjega, ki zgodbo posluša, so manj pomembne, je treba pa seveda drugače povedati ali pa mogoče zmanjšati njihov pomen, zaradi tega, ker bi zgodbo ubile. Tukaj je meni zelo zanimivo brati te, se pravi, epe, kjer jih avtorji so se izgubili, ki so bili praviloma prenašani, recimo ta Beowulf, pa Kalevala, pa tako, se pravi, neki ljudski epi, ki so se prenašali s tem, da so bili pripovedovani, recitirani, zato se je ta poezija tako uveljavljala, ker je bilo lažje prenašati zgodbo, pripovedovati v verzih, da se ni nič izgubili, če si se verze naučil, ker pa samo zgodbo. In v bistvu, kako gledaš to ljudsko pretiravanje, ki je pomembno in zakaj je pomembno. In seveda to lahko tudi to današnjo književnost prenesemo. Se pretiravanje v tistem, o čemer pišeš in govoriš. Recimo, meni je tukaj en tak zelo dober primer pretiravanja, recimo je Kirst, ne vem, ga poznate, nemški avtor, ki Helmut Kirst, ja. Ja, in on je tukaj, opisuje recimo točno ta zgodba Volkovi, roman, kjer opisuje seveda te ljudi ogromno pijejo, kar se njemu zdi pomembno, ampak če bi približno tako poskušal pijančevati, kot so te ljudje pijančevali v njegovih romanih, bi verjetno umrl po 2 mesecih, ker tukaj grejo na dan litri in litri žganja. Ampak tukaj gre točno za to pretiravanje, literarno pretiravanje, ki je nerealno, ampak v zgodbi pa dobro funkcionira. Tega junaka v bistvu piše na en način, kot ga je on hotel podati. Ali pa recimo Bukovski je tak, spet na tem pijanska literatura, kjer on izpostavlja zadeve in poudarja na ta način, pa točno veš, da je to nemogoče. Bukovski tudi zase trdi, da je vedno pisal pijan, ampak ne verjamem, tega ne kupam in tukaj me ne bo prepričal, ker parkrat sem poskušal kaj zapisati v alkoholiziranem stanju in bo vedno neuporaben in neberljiv drug dan. Tvoj rokopis je res grd, ne? Sem povem. Ne, tudi če bi tipkal je. Ja, bi bilo, zveze, ker zgodba nima narepane glave. Nič. Ja, Peter Božič, ki je bil recimo znan ljubljanski boem, je sam razlagal. On se je spravil dol v Pleterje, ker je imel en vikend in je tam pisal in ko je napisal knjigo, jo je oddal, je rekel, bil sem popolnoma izpraznjen in potem sem pil. Alkohol je bil poceni. In je potem se polnil na ta način. Je pa Božič posedal pri mraku. Ja, pri mraku, tako, tam so se dobivali. Pa ne samo pri mraku, še drugje. Mogoče še eno vprašanje o avtobiografijah. Kako? Še eno vprašanje o avtobiografijah. Mislim, da so včasih avtorji osebe pisale same svoje biografije. Danes pa, koliko sledim, ne piše sam, ampak pripoveduje, potem pa ne more pisati, ampak pisec napiše njegovo avtobiografijo. Bo to držali? Dosti takih primerov, od Kavaca, ki je Milekova delala, do Raca. Tako Raca, tale, ki je Golob pisal, kaj že, igralko. Milena Zupančič. Ja, dosti je tega. To je zelo novo, ja. Včasih so pa sami pisali, ne? Včasih so pa sami, ja. To je ekermanski stil. Ekerman, je Goethe, je Ekerman, da je Ekerman zapisoval.
starosti. Nekaj Evo, drugega. zdaj smo zvedeli, da je 11 ura. Ja. 4 govoreče ure imam, veste. Ja. Pa vse so točne. Aki pa niso, žal. Ker Imamo zdaj še kdo moram kakšno jaz, vprašanje? jaz moram iti, oprostite. V redu, gospa. Ja. Mene nekaj drugega še zanima, tu sicer ni direktno povezano, ampak sem pa že mislil, z našo telefono društva pisateljev. Za vse slepe, ki to zanima, obstaja Vrabec anarhist, ki je spletna revija. Ampak jaz jo nekako težko berem, pa ne vem, ni pa možnost prijave, da se prijaviš na njo, da najdem tega linka, da bi pač dobil tekste. Tekste, mislim, da bi kot e-pošto dobil besedila. Jaz gledam gor, pa se mi vedno ne odpre tisto, kar bi rad bral. Tudi jaz, ne vem, mislim, tukaj pa ne poznam. Ne vem, tukaj mogoče bi... Da berete to. Nikoli, mislim, jaz jih zasledim preko Facebooka v glavnem, ampak jih pa, da bi pa prav spremljal, pa ne. Se pravi, čujem, jaz sem pač mislil, da poznate. Ne, mislim, poznam, sem že bral, mi je že prišlo, ampak nisem pa še tako, da bi jih redno spremljal, to pa ne. Tako da, ne vem, tukaj res ne znam pomagati. Žal, ne? Še kdo? Napovem lahko zdaj konec tele oddaje danes, Lenart, ali bo še kaj povedal, kakšno, ne vem, zaključno misel za nekoga, ki bi pisal, ki ima kaj povedati? Mogoče bi pa res za začetek, kako pisati, rečemo, ne? Kako... Tukaj, mislim, se pravim, tukaj je vsak človek ima neko svoje izhodišče, ki se razlikuje od človeka do človeka. Verjeten je tak zelo dober začetek, razmisliti, o čem bi človek rad pisal, pa kaj bi rad s tem povedal. To je dve bistvene zadeve, ki se jih mora človek pri sebi odločiti. Ko se odločimo, o čem bi pisali in kaj bi radi povedali, se pa začeti razmišljati o tem, kako bi zgradili to zgodbo, se pravi, kako to povedati. Tukaj moram reči, da je zelo pameten, sploh če gre za leposlovje, če gre za fikcijo, da gradiš junake, da najbolj izhajati iz ljudi, ki jih poznamo, se pravi vzeti karakterje od živih ljudi in jih uporabiti v zgodbi. Zaradi tega, ker tako boš najmanj zgrešil pri opisu človeka, kakšen je, kako živi, kako diha in gleda na svet. Vse ostalo pa pol dati domišljiji, prosto pot, zapisovati vse stvari, ki se zdijo pomembne. In pol, ko se seveda stvari zaključujejo, ti pa ne sme biti žal tudi kaj izbrisati in si reči, tole pa ne uporabim, to je bilo brez veze. Jaz moram reči, sem 2 romana že pritisnil v življenju, da sem jih napisal nekako do konca in sem pritisnil deliti, ker se mi zdel brez veze. Da sem šel gledati nazaj. Tukaj pač človek mora to samo kritiko ohranjati. Se pravi, distanco do napisanega. Tako, absolutno. Ni to sveto. To se pa lahko tudi doseže, da daš za kak mesec, pol leta, ki v predal, ne? Nujno. Ko zaključaš, si moraš dati ta čas. Jaz mislim, da ta prvi roman, ta 5 do 12, sem pisal približno 10 let, s temi odlaganji v predale in tako naprej. Drugi pol je trajal približno 4 leta, tudi za temi odlaganji. Pa gre seveda čez dalje hitreje, ker je jasno, obrt zori in grejo stvari čez dalje hitreje. Zdaj mislim, da imam roman ponavadi napisan v 1 letu, s tem, da je napisan v bistvu v 2-3 mesecih, 1 mesecu, pol je pa te meseci v predalu, časa v predalu, pa razmišljanja o romanu, pa prebiranja, ponovno prebiranje in tako naprej. Ampak ja, ta obdobje, ko odložiš in se ne dotikaš zadeve, da odrineš na stran, je vedno nujno. Kaj pa koliko verzij recimo obstaja romana? To pa lahko povedam, trenutek.
Sam moment, literatura. Kako recimo ne, če jaz osebno, če jaz kaj pišem, ne, jaz običajno naredim, ne vem, ogromno verzij, ne, preden rečem, aha, to je pa zdaj, na tej bom pa gradil, ne. Aha. Evo, 12 verzij je imel tale Daki, preden je prišel do končne oblike. Ja. Odred, ja. Zanimivo. No, to je kar težka tematika, ne? Ja, pa ne vem, ostale imajo tudi, veš, predvsem tako, da bi prišel pod 6-7 verzijami skozi ni knjige, ki bi jo delal. Ne, ker pač raste, ker se spreminja, zori. In pol jasno, prejšnje ne greš čisto prepisati, pa izbrisati, ker mogoče se boš pa kaj še premislil popravil, ampak ne, to je ta plus pisanja z računalnikom, preneseš v nov dokument kompletenega in ga greš predelovati in spreminjati, kar misliš, da boš spremenil. Včasih bi bilo treba pa tipkati vse, ne, na roke tisti igranje. Pri teh Rusih Dostojevski mislim, da je imel prav tajnico zaposleno, ki mu jo prepisovala, a ne? Mislim, da je tudi Lojze Kovačič se spomni, da je razlagal, ne, da on piše, potem pa mu na roke piše in celo tako je rekel, da sedi za oknom, on je tam neki BS stanoval, ne, in je imel tako pisalno mizo obrnjeno proti oknu in je potem imel, ker ga je sonce opeklo gor čez rame, je imel celo brisačo gor, tako da ga ni preveč opeklo in potem, ko je napisal, je to dal ženo, da je žena pretipkala in potem je on to popravljal in spet žena pretipkavala v tem smislu, ne. Ja, točno tako, točno. No, moja tega ne bi delala za me. Boljš, da ne vprašam. Vem pa, recimo Belk je pa celo narekoval romane. On ima pa res prav tajnico, ki je narekoval in je ona pisala. Prve je pisal na roko s svinčnikom, pa kasneje starejši, ki je bil pa, ki si je lahko prvoščil, ima pa tajnico, ki je narekoval. Moram reči, da sem enkrat poskušal ta metodo z diktafonom pa narekovati, ampak ne, meni to ne gre, ni mi všeč, moram pisati. Ja, sej tale Vidmar je tudi rekel, da ne boš prevajal, ko je direkt iz ruščine bral, pa tajnici diktiral, ne, da mu je prevode delala, je bilo to, je rekel, najboljši prevod sem naredil takrat, ne. Zanimivo. Tako da... Ja, Skubic, ne, Andrej mi je rekel, da on piše tako, da ko gre naslednjič skozi, da si na glas bere, da sliši stavke, kar je verjetno zelo pameten, sam jaz nimam te volje. Pa verjetno res, ne, da ti slišiš stavek in slišiš, da stavek narobe zveni, ko si ga prebral, ga popraviš, da dobi ta zven, ki ga hočeš. Kar je verjetno zelo dobra tehnika, moram jo preizkusiti enkrat. Govorimo o prozi, ne? Govorimo o prozi, seveda. Ja. Noro. Dušan, zdaj pa glede na to, da je elf pa neki ur, ne? Ja. Boš sam napovedal, kaj prihaja 25. Pa da zaključimo lepo, zapakiramo tale petek. Aha, super, no, v redu. Ja, naslednji teden imam pa jaz pogovor z Jasno Tuto. Jasna Tuta je bi rekel, vnukinja od Zore Tavčar in od Rebule. Tako, njena mama je tudi pesnica, Alenka Rebula, ta je pa šla čisto v svojo smer, sicer piše bloge in te stvari, ampak je jadralka in je objadrala svet. Zdaj ima tudi 2 knjigi. Zdaj, jaz sem jo povabil na željo teh naših slepih, ki so pa se učili jadrati z njo. In so bili celo na Barkolano so šli in ne boste verjeli, se to bo mogoče Boštjan bolj povedal, bili so celo okrog 375 od 1600 teh jadralcev, ko so bili, ne. Tako da je očitno bila uspešna učiteljica, ali? Skratka, ne zamuditi, jaz upam, da bo tudi pogovor z njo o tem, kako Čok išče en južni otok, kako je to biti na morju in tako naprej, da bo zanimivo. Zanimivo.
Ja, to je Alenka Rebula. To je hči od Alenke Rebule. Hči, jaz sem. Ja. Kako Maja Tuta? Jasna Tuta. Jasna Tuta. Ko njen oče je bil pa tudi novinar v Primorskem, njenem Primorskem oziroma Tržaškem časopisu. Tako da je to praktično neka pisateljska družina. Ona je pa neke vrste črna ovca. Slušaj, je TTA ali Tuta? Ne veš? Tudi, mislim, da so dva T-ja, ja. Ne, nista. A nista dva, samo en je. Povej, da je samo en. Dva T-ja potem. TUTA. Tuta, Z razmikom. Ja, Tuta. Tuta taja. Tako. V redu. Evo, Lenart, hvala, ker si vzel čas, pa sta na vezi. Tako, hvala. Najlepša Hvala hvala. vam. Hvala. Ja, živjo. Srečno, Ja, družba, kaj se imajte. Enako. Uživajte. Ja.